dejansko bo prvič, da mi je take emocije, da sem se res zjokala pa dala vse ven. Meni je bilo tako smešno, še zdaj se spomnim, oni tam prva žena v cilju, jaz pa tam 12 let stara. Ja, me je pričakala županja, ker je glih šla skozi center in je mama povedala, kaj se dogaja in je bila vsa navdušena, mi je še prinesla tja šampanjc pa neki. Se v bistvu še zdaj je tako, jaz bi kar trening, oče, da moram malo počivati. Tudi jaz imam, recimo, težave, pa pridem na kako tekmo, te gorski teki pa to, pa vidim vse take suhe, pa imajo take noge, pa eno pa drugo, jaz pa pač nisem taka, pa se malo sekiram. Spoštovani, spoštovane, dobrodošli, ja, v jeseni. Pozdravljam vas lepo, tule iz Gorenjske. Kaj se je dogajalo pretekli vikend? Že vse veste, na Gorenjskem je bil Julian Alps Trail, noro, 3000 plus ljudi. Hotel sem to pogledati na Golico, pa so me potem druge obveznosti zadržale, sem spremljal prek telefona, tisti neposreden prenos. Upam, da ste bili tam, če ste bili, veste, da so Slovenci dobili 120-ko pa 80-ko. Ja, bravo Žepič, bravo Svetina. Na drugi strani, na Primorskem je bil Bovec maraton, ja, tudi tam je zmagal Slovenc Jure Orehek, še en moj gost pred časom, tako da noro, ampak danes ne na Primorsko, ne na Gorenjsko, danes gremo, ja, Grta na Koroško. Lena Ljubša, živjo! Živjo! Živjo, kako si, Lena? Pa, super! To mi všeč, evo, zdaj... Vprašal bi te, si danes že tekla, pa ne vem, če boš imela ta prav odgovor na to. Danes sem bila pa v fitnessu. Dobar, tudi v redu. Ne, kaj sem to vprašal, ker smo te pogrešali vseeno v soboto na Jatu v Kranjski Gori. Ja, tudi jaz, mislim, sem bila tam, ampak kot navijačica, pa ne tekmovalka. Trenutno imam eno manjšo poškodbo, pa želim zdaj pred turno sezono da se vse poštima, tako da sem raje spustila in to tekmo. Pošteno. 25 km je bila drugače tista tvoja izbrana, je tako? Ja. Mislim, a si pol spremljala, kdo je od deklet, katera je zmagala? Sem spremljala neki, ampak bolj 15-ko, 25-ko pa mislim, da je Nemka zmagala. Če bi tako rekla, čez palec, če bi bila v polni formi, pa če bi šla ti tja, koliko bi bila konkurenčna, koliko misliš? Mislim, da za top 5 bi se že dalo, no. Kaj več pa bi videli, no, kako bi šlo. Dan je bil perfekten drugačno, sem gledal na koncu je bila vsa tista svarila pred nekim snegom pa nekim vremenom, pa tako odveč bi se lahko dal speljati po originalnem planu, ampak nič ne del, vsi živi in zdravi v cilju. Kakšno je bilo vzdušje, ki je v Kranjski Gori? Super, toliko ljudi, da res. Pa vsi navijali, pa ta koridor v cilju, ko so ustvarili, to je bilo noro, res je. No, ti si bila že dosti po tujini, pa to, mislim, tudi na teh malo večjih glasi na UTMB-ju, o tem bo pa kaj rekla. Če primerjaš, no, evo, Julian Alps Trail, by UTMB, pa ta pravi UTMB, no, evo. Ja, malo je težko primerjati, ker UTMB je res UTMB, ne? Ampak mislim, da je zdaj teta Julian Alps res v zadnjih letih ful napredovalo, pa je res veliko ljudi, pač je dobro vzdušje, tako da se da tudi primerjati, no. No, evo, ja, evo, iz prve roke, zato sem te vprašal. In eden od razlogov je, da te tudi danes tule gostim in sem vesel, da si se tako hitro odzvala, namreč, spoštovani in spoštovane, še ne 18-letna, ja, je Korošica Lena Ljubša, pa je že pustila že izjemen pečat na slovenski športni sceni. Ja, pozimi turna smučarka, reprezentantka, udeleženka svetovnega prvenstva, poleti atletinja, gorska tekačica, medalistka balkanskega prvenstva, med drugim, predvsem pa trailašica, ja, to ste že ugotovili, zmagovalka več trailov, tudi pred leti Golden Trail serije, pred kratkim pa je dosegla uspeh kariere in v 2 dneh zapored zmagala na 2 dirkah hoka UTMB ICC, tekmi za kadete, tam gor v Franciji. Lena, čestitke, izjemen uspeh je v to. Hvala.
A je, mislim, a pretiravam, če rečem, da je to uspeh tvoje kariere, oziroma kam bi uvrstila te dve zmagi? Ne, to je res, pač jaz si nisem mogla predstavljati, vedno že od malega sem spremljala to UTMB, pa sem gledala videe, pa sem pa tja. In pač sem si mislila, da bi bila na stopničkah, bi bilo to že noro, kaj še le prvo mesto in res je bilo tako nepričakovano vse skupaj, da res sem ful vesela pa ponosna na to, no. No, zdaj mi moraš več povedati. Zdaj vsi mi spremljamo pač te glavne dirke, 100 milko, 100, tisti CCC, pa TDŽ, pa in tako na PTS, cel kup teh dirk je, pa kratic. Ta ICC, YCC, ta kadetska, mogoče ni na prvem radarju. Daj mi malo več povej, recimo, o konceptu te dirke, kdaj je bila zraven, zakaj je zraven, kaj pomeni in tako naprej. Ok, ta tekma se je odvijala v torek pa v sredo. In sicer to je kot JCC, je kot kao jut, a ne? In pač to je bila tekma U20. In en dan smo imeli tekmo v Italiji, tam je bilo dejansko gor dol 8 km, 600 višincev, taka hitra. No, in pol drug dan smo imeli pač kot kronometer, na 5 sekund smo štartali in kao glede na to, Zasledovalno, a ne? ja, kako si se uvrstil, ampak je bila recimo tekma čisto za sebe, ni se kaj skupaj štelo. In glede na to, kako si bil prvi dan, si pol recimo boljši, ko si bil, bolj si zadnji štartu naslednji dan. Tako da je bilo v bistvu zanimivo, ker tudi prvi dan, ko sem tekla, recimo smo štartali skupaj s starejšimi in dejansko nisem vedela, kako mi gre, koliko sem nič. Dejansko sem na polovici proge, mi začne en francosko nekaj govoriti, pa sem pa jaz tako. In pol je angleško mi rekel kao first woman. In do tej, moram priznati, jaz nisem vedela, kako mi gre, nisem bila živčna, pa nič, pač sem si vzela to tak, pa tudi, mislim, sem imela že probleme s kolenom, tako da nisem imela nekih pričakovanj, ampak pol pa sem, ko sem zvedela, da sem prva, mi je pa to res tak. No, in pol drug dan smo imeli tekmo tam prav v Šamoniju in ta tekma je bila 3,5 km, pa 250 višincev, tako da to je bila res taka šprinterska. Šprinterska, bravo, ja. Ja. Ampak je bilo super, ker smo šli skozi ta glavni cilj, pol, ko grejo tudi vse druge proge, tako da to je tak feeling, da res ne moš opisati, no. Bravo, mislim, noro. Zdaj, kako, ok, greva še korak nazaj, kako se pač uvrstiš na YCC UTMB dirko, so kakšne kvalifikacije, tudi točke, kamenčki prej, moraš imeti kakšne rezultate, kako prideš zraven? Ne, ta tekma je edina od teh od UTMB-ja, da pač ne rabiš biti žreban, ampak je prvi pride, prvi melje, pač tisti, ko se prvi prijavijo, tisti so tam polno. Pa si vedela za to dirko že prej, te kdo opozoril na njo? Ja, recimo moj oče, ko je tudi tam tekel, se je že pred 3 letom prijavil, pa ni bil žreban. In jaz sem že tej v bistvu videla, da obstaja tam mladinska tekma in sem se verjetno jaz bolj veselila tega, da bi bil žreban, kot pa on. Tako da sem že dolgo vedela, no, da to obstaja. In potem, daj si se potem odločila, da letos pa napadeš to? Ja, dejansko letos, ko se je oče spet prijavil, pa je bil žreban, sem se jaz še isti trenutek pa hitro prijavila. Tako da, ja. Oče je šel na kjeros, to milko? Na 100. Na 100. Kako mu je šlo? Nisem šel pogledat, evo. Letos ni prišel do konca. Ima tudi eno problem, pač ima probleme s prepono, pa ahilovo tetivo, pa je rajš odnehal, no. Pametno. No, ti si pa, ja, nastopala, zdaj, ko si šla na to dirko, zdaj, malo že poznaš konkurenco najbrž, si pogledala, kje je štartno listo, si dal to pogledati, si ocenila malo konkurentke. Ja, jaz sem recimo videla, da imam po indeksu najvišji indeks, tako da mi je bilo to že tako malo nekaj, pač neka pričakovanja. Pritisk, ja, pritisk, pa kako te pol gledajo tam, pa eno pa drugo. Tako da to, ampak recimo ene pa so bile tam čist brez indeksa, ker pač recimo ne tekmujejo teh daljših tekem, ker pri teh krajših ne dobivaš indeksa in pač dejansko nisem vedela, na čem sem, no. Ampak ja, vendarle si vedela, da zna biti kar napet boj, ja, in tako, da bo šlo. Zdaj, ok, je kakšna posebna nagrada za zmago, razen pač nekaj pokala, medalje, kaj posebnega? Sem dobila vikend paket za po zimi, za v Šamoniji, tako da zdaj moram sam prepričati nekoga, da me pelje. Mislim, kdo drug kot ti, ki si tudi zimska športnica, bravo, res dobro. Zdaj, ok, prvi dan, malo mi opiši, da 6 km
8 km 600 višinco, pardon, a ne, daj mi malo piš, koliko je to tehnično, koliko je to tekaško. Dejansko prvi kilometer pa pol je sama cesta, ravnina, smo žgali tempo 3. No, pol se začne v bistvu tudi asfaltna ta strmina, pa je tek, mislim, lahko jo odtečeš. Pol malo taka trim steza, malo po gozdu, ampak tam po gozdu je bila taka strmina, da ne vem, če jo imamo tu pri nas. Res, Bravo. tako strmo. Spust je bil pa lep, tak gozdni tudi. Je bil kar tehničen, ampak mi pa še tako. Bi to imenovala bolj gorski tek, trail, kako bi rekla tej dirki v bistvu? Mislim, da je ta kar bolj gorski tek, ja. Koliko je bilo vseh skupaj na štartu, recimo žensk, moških? Mislim, da okrog 150. Pravi, Ja, mislim, da nekaj takega. Pa vsi odlično pripravljeni, najbrž, ja. Pa, v bistvu ti nisi bila, praviš v 20 ali kako, niti nisi bila med starejšimi tam ali kako. Ja, niti ne, pač mislim, so bili starejši, no. Pa glede na to, da meni te krajše ponavadi ne ležijo najbolj, no, je bilo res še boljše. Mislim, ko si pretekla, zdaj, na pol dirke si prva ženska, si potem se še kaj malo ozirala okrog, če kakšna prihaja, ali si sam grizenla se v jezik, pa rekla, zdaj grem pa do Ja, ne, rekla sem si, zdaj gre do konca. Če padem. Ne, pol res, mislim, sem vmes pred koncem enkrat pogledala nazaj, ampak sem se res fokusirala, pa šla do konca, no. Mislim, ko si pretekla v cilj, takrat si pa vedela, da si prva, zdaj ti Ja. tega ni. Ja, in so bili posebni občutki. No. In te kdo spremljal tam, kdo je bil s tabo? Kdo je nabil zate? Oče pa mama sta bila z mano. Oče me je pričakal tak, recimo 500 metrov pred ciljem. Mene je bilo tako sram, ker jaz še nisem čula koga, da bi da tak šraju na glas. Tak naviju je, ampak je bilo fajno. Pol v cilju pa tudi, dejansko bo prvič, da mi je take emocije, da sem se res zjokala, pa dala vse ven. Bravo. Tak da. Šrajo je, to je taka Šrajo, ja. lepa klena koroška beseda, ki mi je všeč. Ja, zdaj ste že najbrž ste ugotovili, kaj pomeni. Ja, če ne vprašajte kakšnega korošca, da vam prevede. Mislim, res fajn, mislim, ti si bila ekstatična, oče in mati najbrž tudi, no, ne vem, a je bilo kakšno presenečenje, ni bilo, kaj ti prva stvar, ti je oče rekel, vedel sem, da boš zmagala, ali kaj. Ne, prva stvar, ko sta mi jo rekla mama pa oče, to si pa presenetila, nismo pričakovala. In pol je bilo še toliko boljše. Prav. Mislim, lepo, da te znaš, v vseh teh uspehih še presenetiti svoje domače. Ja. Mislim, koliko si bila utrujena? Naslednji dan je bila še ena tekma, zdaj to si mogla zdaj se regenerirati, zdaj ne so še bile podelitve, pa kakšno slavje, pa vse skupaj, ali kako je vse izgleda, da si rekla konc, zdaj me spet, masirati se. Ne, mi smo šli pol še malo na ogled tam po kraju, pa eno pa drugo. Tak naslednji dan pol je bila dokaj pozno tekma, mislim ob 11, tega sem se lahko lepo naspala. Pol pa tak, mislim, je bilo že nekaj več pritiska, ker sem vedela, da pač lahko še enkrat zmagam, pa da sem tega zmožna, ampak je, mislim, šlo je res super, no. Na začetku prve pol minute sem že malo čutila noge od prejšnjega dneva, ampak pol je kar nekot fajn steklo, tako da je bilo pol cool. Mislim, to je bil pa praktično res kros, ali ne, kako je pa gledala ta 3-kilometrska šprinterska, mislim, to reš pa all out na vse ali nič. Ali Ja, kaj? tudi je bilo kar padal. Aha, je bilo, vzpon in spust. Ja. Ampak sem najprej pričakovala, nisem vedela, da je cilj, ta glaven cilj, ampak da je kao na istem mestu kot štart in sem dejansko še toliko bolj tekla, bolj hitro, ker sem bila tak, dej tu dolje, zdaj cilj, hitro, dej. Ampak pol sem zvedela, da mora iti še en krog dol, je bilo še ene 700 metrov zraven, ampak aj. Ampak, tam pa štartala si v bistvu zadnja, zdaj vse so šle že pred tabo ven, zdaj, ko spremljamo mi kakšen kronometer, vse kolesarski na televiziji, tam ti pač skozi kažejo, kje je Roglič pa Pogačar, vse veš, kje je Remko, kje je ta levi, desni. Jaz sem enkrat tekel recimo na tekaški tekmi, ki je bila na kronometer, recimo, ampak tam pojma nimaš,
kje si, dokler niso vsi v cilju, da ti si bila zadnja, a si ujela uno pred sabo, ti je kdo lahko sploh v to kratki dirki sploh kdo kaj pove, ali pač sam šprintaš, pa na koncu pogledaš Pač na tablo. dejansko, ok, sem dohitela neki punc pred mano, ampak nisem imela idejo, kako laufajo tiste, ko so pred mano, pa nič. Tako da v bistvu še, ko sem prišla skozi cilj, 15 minut nisem vedela, kaj se dogaja, pa nič. Pa sem pa šla tja, pa sem bila tako, can you tell me, maybe, if you know the results already. In pa je bil tako, ja, da ista zmagovalka, kot je bila prvi dan, tako da. Pa se ji bom povedala, ji bom povedala. Ja, mislim, prav, in mislim, to pa ni bilo več tako presenečenje, ali kako vendarle. Kakšno razliko si imela, no, je bilo kaj bolj napeto vse skupaj? Ja, mislim, glede na to, kako je bila kratka proga, je bilo minuto pa pol sem bila pred drugo, tako da to je kar dostno. Izjemno, izjemno. Mislim, 2 zlati medalji. Zakaj to pomeni, če to zmagaš? Zdaj si dobila povabila še na nove dirke, sponzorske pogodbe so škoj prišle na mail, ali kako je to izgledalo? Zdaj pa to Mislim, se malo pogovarjam, pa eno pa drugo, sem dobila že kako sporočilo, pa eno pa drugo za kako sponzorstvo ali pa kaj, ampak nisem še tako, da bi čisto se odločila, pa tako da v bistvu zaenkrat sem še brez sponzorjev. Enkrat, sponzori, kaj se čaka. Zdaj, tole si zdaj poslušajte. Ja, še enkrat si prevrtite teh prvih 15 minut, da boste vedeli, s kom se zdaj pogovarjate. 2-kratno zmagovalko na UTMB-ju. Mislim, noro. Zdaj pa ste proslavili to dvojno zmago pol naslednji dan, ali kako? Kam so te oče in mati peljala zdaj za nagrado? V bistvu smo mogli tam čakati 2 urci na to podelitev. Pa smo šli še malo okrog pogledati, nismo imeli nekega slavja, pa oče je mogel počiti malo pred svojo tekmo. Seveda, ja. Tako da, ja. Ampak si bila potem ti si bila še gor tam v Šamoniju, še do konca njegove dirke, sprav še cel teden, ali kako? Ja, dejansko smo bili še do nedelje tam, tako da sem lahko še fajn malo razgleda. Kaj si počela pol, recimo, no, vse tiste dni tam čakajoč, da bo oče zaključil svojo dirko? Z mamo smo najprej mislili, da ga bomo malo spremljali, pa je bilo pol nekako tako, da bi mogel že prej neki za avtobus, pa eno pa drugo, da niso avto spuščali, tako da smo pol raje šli malo okrog na en pohod, pa tako malo tam po kraju. No, zdaj, ko si pač zmagala prvič, drugič, si se kaj javila na socialnih omrežjih sama, oziroma prijateljem saj, so bili kakšni odmevi pol, recimo čestitke, kako je to vse izgledalo? Ja, pač večina toliko starih, kot sem jaz, sploh ne ve, eni sploh ne vejo, kaj je trail tek, sploh ne vejo, s čim se jaz ukvarjam, tako da jim to mogoče sploh ni bilo kaj takega, ne. In pač sploh ne razumejo, pa eno pa drugo, ampak ja, drugače pa tako ljudje, ko pa vejo, zakaj se gre, pa res čestitke, pa tako da, ja. Katera socialna omrežja uporabljaš, Lena? Instagram, Snapchat, TikTok imam tudi, to pa v bistvu to. Pa si dala na TikTok, ki si posnela kakšno javljanje? TikTokov ne objavljam. Ne objavljaš, samo malo spremljaš, ne objavljaš. Ja. Zdaj boš imela sponzorje, boš mogla na TikToku ful objavljati. Ja, ampak dobro, sladke skrbi, seveda. Ja, Lena, kako si se pripravljala na to dirko? Je bila to kakšna posebna priprava, ker si pač vedela, da je nekaj prestižnega vse skupaj, je bilo to v sklopu, ne vem, celoletne sezone nasploh? Dejansko na to tekmo, prav to tekmo se nisem nekaj pripravljala, ker sem imela 2 tedna prej to 50-kilometrsko v Črni in je bil dejansko ves trening bolj usmerjen v to tekmo, ker je le malo daljša, pa eno pa drugo. Sem imela tam večje cilje, če povem iskreno. Tako da v bistvu sam pol, ko sem končala s to tekmo, sem naredila 1-2 specifična treninga, mogoče za prav to tekmo. Drugače pa niti no. Ne, zdaj mi, opiši mi, recimo, to bo zanimivo za vse, rekel, mlade športnike, športnice, tudi za vse najstarejše, nekako Lena Lubša, recimo, trenira za trail sezono, ne? Kakšni so tvoji treninški tedni, kako kombiniraš treninge, recimo, malo nam oriši, da si bomo predstavljali, koliko časa pa za kakšne treninge porabiš, v tednu, v mesecu in tako naprej. Recimo zdaj med poletjo, ko sem trenirala za to 50-ko, sem recimo naredila en trening zjutraj,
pa mogoče en trening pol popoldne, malo lažji, zjutraj malo težji mogoče. Na teden sem delala približno 100 km, nekje 5000 višincev, plus minus. Tako, dvakrat na teden intervalni treningi, en na stadionu, en na smučišču, enkrat, dvakrat na teden malo kolo, drugo pa tek malo lažji teki, cona 2, tako, malo daljši. To si zdaj v 30 sekundah povedala več stvari, kot jih lahko, recimo, jaz pa še ne 7 drugih pove, kaj smo trenirali, res noro. Mislim, zdaj ti hodiš v šolo, v gimnazijo, seveda. Ne? Kateri letnik si zdaj? Zdaj sem tretji letnik. Zdaj si tretji letnik. Zdaj praviš zjutraj trening, popoldne trening. Ne? Pa jaz imam hčerko v srednji šoli, pa zjutraj zgodaj vstaja, da se zrihta za šolo, potem bus in tako naprej. Ne vem, kdaj bi mogla vstajati, da bi zjutraj naredila trening, kako pri tebi to izgleda, kako to vse spraviš noter v dnevni, v rekel, urnik. Recimo je fajn, ker sem v športnem oddelku in imamo dejansko 6 ur športne na teden, 3 ure v torkih, 3 ure v četrtkih, že zgodaj zjutraj, tako da dejansko lahko v tistih 3 urah naredim že en orgni trening. In Aha, se pravi, tam lahko sama delaš tisto, kar želiš, ni tam neki vodena v neko Ne, športna. jaz sam povem dejansko profesorju, kje bom, kako dolgo me ne bo približno, pa lahko grem, recimo. Grem včasih tudi sem kolo zraven vzela na avtobus, pa sem šla malo s kolesom, malo peš, pa na Uršljo goro, tako da se da, no. Mislim, kdo ne bi šel prve 3 ure šole na Uršljo goro. Mislim, vrhunsko. Imaš v tem športnem oddelku, bo rekel, še kakšnega tekača, tekačico, trelaša, morda turnega smučarja, ali so kakšni drugi profili športnikov tam? Večinoma imam nogometaše. Je pa tudi ena zdaj, ko je v bistvu začela malo te trele, pa to, tako da naredimo včasih kak trening tudi skupaj. Pa kako recimo, ok, si v športnem oddelku, tako da pač ne izstopaš po svojem čudaštvu, to je narekovaju zdaj, ne? Če bi v običajni šoli bi te gledali, joj, ta je čist nora, ampak pa vseeno, a ne, kako te pa sošolci spremljajo, recimo tvoje dosežke, kaj počneš, se zanimajo za to, vejo, zakaj se gre? Mislim, ja, večinoma sošolce ve, tudi recimo na začetku šolskega leta, v prvem letniku, smo se vsak predstavili svoje športe, če kaj ni kdo vedel, je vprašal, tudi profesorji so tako, da se ful zanimajo, po vsaki tekmi me vprašajo, pokličajo pred table, da kaj povem. Tako da v bistvu imam kar take v redu sošolce, no. Se zanimajo, pa so Super. ponosni, pa. Kaj pa učitelji, je kakšen trail fanatik, ki pač to spremlja, pa F5 pritiska na utmv.com, ko so kakšne dirke? Moj športni profesor tudi laufa, tako da ve, kak je kaj. Ampak da bi od drugih profesorjev bil kak tekač, pa zaenkrat še ne vem, no. Si pa rekel na svoji šoli, pa v svojem razredu, oddelku, mogoče med bolj uspešnimi športniki, če vem, da je težko primerjati pač različne športe, ampak vseeno, mislim, si bolj, bi rekel, nekem mednarodnem odru prepoznal, na več stvari počneš kot kdo drug, ali imaš še kakšnega, ki je hujši, no, tako rekoč. Imam enega, ko je bil zdaj tudi na svetovnem prvenstvu, to kolesarjenje gorsko. Drugače pa mislim, da tako iz našega razreda sem edina, ko pač se res tako, mi šport pomeni vse, pa ga imam namen se ukvarjati z njim celo življenje, tako da. V Kranju, na eni od gimnazij je tudi športni oddelek. No, in potem sem se tam malo zagovarjal z temi profesorji, pa tudi z nekaterimi nekdanjimi dijaki. In presenetilo me je, recimo, da so mi rekli, da do 3. ali pa 4. letnika več kot polovica teh, po rekel, športnikov, ki grejo v ta oddelek kot, rekel, mladeniči, mladenke s statusom, potem začnejo opuščati pač te športne discipline in ko pridejo ven iz šole, praktično niso več vpeti v ta šport. Kako je pri vas s tem? Zdaj je sam ena sošolka, da je nehala tako res se ukvarjati s športom, drugače drugi se še vsi ukvarjajo, edino pač ja, ena malo pada, pa recimo, ker moraš do 4. letnika moraš trenirati, da ostaneš v športnem oddelku. Okay. Tako da pač eni že vejo, da recimo v 4. letniku, ko ne bo več treba, da ne bojo več trenirali. Ampak ja. Kot dijakinja športnega oddelka imaš kakšne, rekel,
protekcijo, kakšne benefikacije, kar se tiče ostalega, bo rekel, študijskega programa? Niti ne, mislim, najprej je bilo rečeno, kako imamo mi manj snovi, neke prilagoditve, manj ocen, eno drugo, pa se ne da s profesorji za kako oceno manj zmeniti. So isto, bom rekel, tečni Isto. do vas, kot vseh ostalih, in bo matura naslednje leto isto zahtevna tudi za vas, a ne? Ja. Ja. Te kaj skrbi ta matura, pa to, da bi potem morala več časa posvetiti šoli, ali ti gre šola dobro od rok, tako kot ti gre šport od nog? Pač šola, mi kar gre, tako da edino včasih malo, ko je vse na kupu, recimo 3 ocene na teden, mene glih tisti teden recimo ni, da pol vse spravim, ampak mislim, zaenkrat je vse šlo v redu, tako da nimam nekih skrbi, no. To je to. Že veš, mislim, boš šla potem, ne vem, študirati za šport, fakulteto za šport, ali imaš kakšne druge želje, ali še nisi tako daleč, pa zdaj imaš fokus drugi? Mislim, razmišljam že malo, nisem še 100%, ampak glede na to, da dejansko vsak dan samo šport, bom verjetno tudi nekaj športom povezano. Res sem razmišljala div, mogoče kakšna kineziologija, mogoče učitelj, trener, nekaj v tej smeri, no. Nisem pa še 100%. Zdaj, tole snemava zvečer, ne? Pa bi rekel, da po vseh treningih, pa bom rekel, šolskem dnevu, pa po vsem ostalem, ne bi bila že precej utrujena, deluješ še zelo energično, sveže, ne bom rekel spočito, ampak te utrudi vse skupaj, ali imaš energije dovolj, da spraviš včasih 2 treninga plus šolo, plus vse ostale obveznosti pod streho, ali pa si kdaj toliko, bom rekel, že zmatran, da sam padeš dol še. Mislim, sem kar navajena, tako da se da včasih po šoli, res si mislim, se uležem za 5 minut, pa se tudi 5 minut malce daljša. Ampak mislim, za treninge imam vedno energijo, pa vedno se pol boljš počutim, ko pred treningom, tako da mi ni nikoli problemno. Mislim, vrhunsko. Zdaj ena stvar, da me zanima, zdaj govorijo o tvoji, bom rekel, sedanjosti. Jasno, da me zanima, kako si v ta šport ali pa šport nasploh zašla. Itak sem šel malo na hitro preskrolati tvoj Instagram profil, pa sem pa rekel, kaj pa če še od tvojega cenjenega očeta Boštjana pogledam, ne? In seveda sem najdel pač neko objavo, ko si bila stara 12 let, pa zmagala na Valamar trailu, pa 13 let, pa naredila K24 krog v 21 urah, pa sem rekel, mislim, noro. Ja, kdaj se je to začela? Začela iz zibelke ven že zlaufala, ne, ali odsmučala? Povej mi, ok, nekaj je družina, geni, ampak kdaj si se vključila, bo rekel, v šport in si začela potem to prakticirati, rekel, redno in z navdušenjem in z veseljem? Ne vem, če imamo toliko cajta. Izvoli, mislim, imamo ves čas na svetu, če se pri tem, izvoli. Dejansko, pač športom sem se začela ukvarjati nekje pri 5 letih, sem trenirala gimnastiko, pol pa sem v bistvu neko najno tekmovanje, pa mi ni šlo najbolj, pa me je malo minilo vse skupaj. No, in pol dejansko sem imela malo pavze od športa, pol sem pa nekje v 4. razredu začela keglati, sem bila tudi na državnem prvenstvu. To sem videl te na objavo, pa sem prav mogel odpreti slikco, se rekel, je to prava Lena Lupša? Pa sem rekel, no, mislim, s katerim športom se ni ukvarjal? S keglanjem, kako si prišla v keglanje, to me res zanima. Moj dedi je keglal, pa tudi eni sošolci so v osnovni šoli te keglali, pa sem si mislila, no, fajn, malo za družbo, malo za sprostitev, pa smo se imeli fajn, pa ni bilo slabo, no. Pol pa v bistvu v 5. razredu, ko dobiš na začetku leta ta list za krožke, pa te dejavnosti eno drugo, vidim jaz nogomet. In sem bila tak, jaz moram to trenirati. In pridem domov vsa navdušena, jaz bom trenirala nogomet. In oče je bil tudi trener te nogometa, pa tudi on je včasih špilo. Pa je rekel, da to ni šanse, ker so do 9. razreda punce fanti skup, da me bojo razbili. In da to ni najbolj pametna odločitev. No, pol mi je ostalo pa sam še atletika, je bila tudi možnost. Tako da pol sem na atletiko začela hoditi 2-krat na teden.
pa se mi je zdelo malo premalo, če se že grem neki, se bom taj šla bolj argni. In je v bistvu oče tudi že tekel, pa me je vzel na kak trening zraven. Pol smo šli, moja prva tekma je bil ta maraton v Radencih, 5 kilometrov. Pa mi je šlo ful fajn, pa me je navdušilo, pol sem še v Črni šla na 10 kilometrsko, pa so mi bili bolj te maratoni všeč. Stadionske tekme mi nikoli niso bile neki, ker imam tudi astmo in me je vedno na teh krajših razdaljah pol začela neki matrati, pa dušiti, pa eno pa drugo. No, in pol je v bistvu tudi oče hodil na te trail tekme in je bilo meni to vedno tako wow, pa sem z veseljem bila tam pa gledala. No, pa me je vzel tudi na kak trening, tak gorski tek, eno drugo, pa mi je bilo ful všeč, tako v naravi, pa boljš kot na cesti, no, bolj zanimivo. Pol smo pa v bistvu se odločili, da gremo na ta Valamar, da malo gremo za vikend na morje, združimo še eno tekmo. No, in pol v bistvu tam sem dala res čist brez pričakovanj, 12 let stara. Vedela sem, da ni kategorij, samo žensko, pa eno pa drugo. No, in pol tečemo, pa sem jaz spredala, pa mi gre super. Pa tako pač res mi je bilo to wow. In pol, ko sem zmagala, je pač to pri 12 letih. Ti to da tako veselje, pa še hoč še, pa intervjuji tam že, pa eno pa drugo. In pol sem se itak čisto zaljubila v tek, tako da. Mislim, pri 12 letih, kako si, res si ne predstavljam, kako si to tam doživljala, mislim, si šla, pa da si znala pač sama preceniti, kako hitro začeti, ponavadi, rekel, mladi atleti, atletinje, ki še nimajo, pač rekel, neke kilometrine, morda začnejo malo prehitro, morda jih kaj vmes ustavi, ti si taktično to, ti je oče dal kaj na svet? Je bil oče zdrav mene na tekmi. Aha, ok. On je vedel, recimo, koliko sem pripravljena, koliko lahko letim, tako da je v bistvu on bolj bil tako, je tempo narekoval. Si imela kakšno krizo? Kako dolga je bila tista tekma? Mislim, da je bilo 11 km pa pol, pa mislim 400 višincev ali neki. Tako da, pa niti ni bilo neke krize, kolikor se spomnim, meni je bilo fajn. No, in ko si prišla v cilj, pa so rekla, zmagovalka je prišla, to si, mislim, si rekla, mislim, kaj pa se zdaj dogaja? Meni je bilo tako smešno, še zdaj se spomnim, oni tam, prva žena v cilju, jaz pa tam 12 let stara. Mislim, a so te debelo gledale, pa tudi so tekmovalke, mislim, itak so ti čestitele. Vsi so me tako gledali, pa ker najprej je bilo kao rečeno, da pred 12 naj še ne bi šel na trail, pa so bili pol tako, no, jo bomo spustili, saj ne bo kdo vedel. Pol sem bila pa na vseh slikah jaz tam. Mislim, ni bilo pol nobene težave, rekel tudi pri organizatorjih, ker je 12-letnica zmagala, pa mogoče s kakšnimi pravili tekmovanj, pa tako naprej. Me je malo skrbelo, da bo kaj, pa pol ni bilo, tako da je bilo vse super, no. Prva tekma, prva zmaga, mislim. Katera je bila naslednja, pa s kakšnimi pričakovanji si pa šla na naslednjo tekmo? Naslednja tekma, mislim, da je bila pol v Celju, ko so glih imeli na novo ta Savinja trail. In vem, da je bilo, meni je šlo super, sem bila tudi spreda med tekmo na prvem mestu in pol vem, da smo se ful zgubili ti spreda, ker je bilo prvo leto, pa je bilo še kar slabo označeno. Tako da pol na koncu mislim, da sem bila 5, pa sem bila itak, da sem bila razočarana. Ampak no. Pol dejansko naprej pa verjetno je bil naslednji ta izziv K24. Do tega je prišlo pa dejansko tako, da smo šla z Atanom enkrat na trening, koliko smo naredila 20 km čez Peco in se mi da pogovarjamo, pa mi reče, a si za en nočni trening? Pa sem jaz rekla, pa ja, lahko kamot. Pa neki novega ponavadi nismo tako hodila po noči, pa eno pa drugo. No, in pola je v bistvu smo se zmenila, da gremo kao po tej poti, teh 5 vrhov okrog Črne, pa da pridemo, kamor pridemo, pa pride pol mama po naju. No, po smo pa hodila, pa mi je že po pol ure, meni palca crkne, je nekaj razpadlo, da smo pol z nekem traku skupaj limala, da je držalo malo. No, pa hodimo, pa dejansko je kar šlo, no. Pa smo pa na koncu cel krog naredila. Se pravi, krog sta šla, no to, mislim, to mene fasciniralo, ne. V bistvu sta šla
malo poskusiti, ali kako, na koncu upravlja 90 km v 21 urah. Kako bi rekel, mislim, a sta bila kaj opremljena s hrano, s pijačo, sta bila pripravljena tudi na to, da se zadeva potegnila, a sta šla čistko, pa bomo potem vmes razmišljali, kako če bo to. Mislim, nismo pričakovali niti približno, da bi cel krog. Smo imela neke zaloge, polja vmes še mama nekaj pripeljala za jesti, pa za pit. Pa malo smo na koči kaj pojedla, na smrekovcu smo še pico jedla, tako da je bilo fajn, no. Je mama, ki je vmes rekla, pa sej sta čist nora, dajte že nehat, no, pa ta mala, pa kaj ga si Ja, reš. mama je, glih je, se je pripeljala, pa je tako, Lena, daj usedi se reš v avto, pojdi domov spat. Pa je bila malo živčna pa to, ampak drugače mama vedno podpira, pa ve, kaka sem, tako da. Mislim, zanimivo, no, tudi oče te očitno dobro poznal, da je šel, jaz verjamem, da večina očetov, ki bi rekla, hčeri, gremo malo na nočni trening, pa ne 3 ure bomo malo laufala, ne, bi že zjutraj rekla, pa pogledala bi, ne vem, jaz bi gledal hčero, pa bi videl, da je že vsa zbogana, pa bi rekel, dosmava za danes, a ne, ampak, ne vem, tvoj oče je že videl te potencial, da potegneta pa še, bom rekel, čez dan in tako naprej. Ja, dejansko, potem, ko se je začelo jutro, je imel bolj on krizo, pa so ga malo kolene, pa eno pa drugo, pa sem rekla, no, zdaj smo že tu, zdaj gremo cel krog, tako da sem jaz njega malo potegnila naprej. No, pa ko sem jaz imela krizo, on ima v mene, ko smo bila res že tako daleč, pa pač ve, kaka sem, pa da če se nekaj lotim, da pol rada končam, tako da resno. Kaj ti je najbolj ostalo v spominu, spoštovani, če ne veste, kaj K24, velikokrat smo že govorili v tem podcastu o K24, ne o tekmi, ampak o krogu, ki bo pred tekmo 90 km, vsi glavni koroški vrhovi so zraven. Ja, in to, če to naredite v 24 urah, oziroma ženske v 25 urah, oziroma manj, potem ste v tem klubu K24, no, Lena je to naredila v 21 urah, to pomeni cel dan, praktično celo noč si bila zunaj, imela si kaj za videti. Kaj ti je bilo recimo najbolj zanimivo, kdaj ti je srce najbolj zaigralo, kdaj ti je bilo najboljše? Najboljše mi je bilo verjetno na Raduhi, ko se je glih začelo sonce dvigovati, pa dejansko prej mislim, da predtem še nisem bila na kakim sončnim vzhodom in je bilo res tako lepo. Drugač pol pa proti Uršlji, to mi bo vedno ostalo v spominu. Proti Uršlji vem, da je bil takrat glih po televiziji neka ta hrvaška serija, tista na granici. In jaz sem to ful gledala vsako večer, no in pol hodim tja in jaz sem bila itak že tako ful utrujena, pa to je zadnji vrh Uršlja gora. In dejansko srečamo nekaj ljudi in jaz sem bila ziher, da je to eni serije, ker meni, pol je že oče razmišljala, je bil res, pol smo že morje vohala, pa tek se ti pol že malo. Tako da, to je že fajno. Kdaj je bilo pa najtežje, recimo po noči hoditi po hribih, pa če nisi recimo vajen še za, bom rekel, odraslega, izkušenega trelaša, je kar to izziv, si imela ti kakšne težave po noči? Sem bila malo zaspana, ja, pa dejansko pri 13 letih še nisem študirala, da bi kak Red Bull ali pa kaj spila, da bi me malo tako da v bistvu tista muzika me je pol malo nahajpa. Drugač pa tako kriza pol proti koncu, ko že res gre bolj težko, no. Ampak tako, da bi si pa mislila, ne, odnehala bom, pa dejansko si nisem, no. Poleg pice praviš, pa kaj sta še konzumirala? Mogoče se spomniš, koliko tekočin pa vsega sta spravila vase v teh 21 urah? Jaz ponavadi pri tekočini sem še kar boga, ker pač težko spravim pol dol, pa ko ti skače, ko lapaš pa eno pa drugo. Drugač pa večinoma sem jedla te frutabele, pa to tej nisem niti še konzumirala toliko teh gelov pa tega. Pa vem, da najboljš mi je bilo, ko je mama pripeljala zjutraj makuc. To mi je bilo tako fajn. Drugač pa kaj je to? Razloži najnim poslušalcem in gledalkam, prosim. Makuc, to je makovka, štručka z makom. To, kdaj veste, ja. Tako. Drugač pa nič posebnega, kaj te čokoladice pa to. Res noro, no, ko si potem, ko sta prišla okrog, kakšni so bili občutki, recimo, razen mame še kdo počakal tam pol, pa vama... Ja, me je pričakala županja, ker je glih šla skozi center in je mama povedala, kaj se dogaja in je bila vsa navdušena, mi je še prinesla tja šampanjc pa neki.
pa domači, bica, dedi, pa parčerjanu, ko je bilo glih v centru, no. Dejansko si imela cel sprejem pol, noro. Ja, je kar. Prva stvar, ko sem jo naredila, sem šla pa v najbližjo gostilno na sladoled. O, vidiš, ja. Oče je šel na pivo, ti si šla na sladoled, ali kako, nekaj takega. Nekaj Ja. takega. Kdo je bil pol bolj utrujen, sklepam, da oče pol na koncu, glede na to, da si bila tako zagrizena? Ali kako? Ja, ampak ko smo prišli domov, sem jaz kar na balkonu, smo se malo pogovarjali, sem kar zaspala, sem se še naslednjo jutro pa zbudila. Ko si to v šoli povedala, daj mi to povej, kako so pa to sprejeli, recimo, tvoji sošolci ali pa kakšni učitelji? Mislim, da še tako v osnovni šoli pa to dejansko še noben ni tako, pa da bi vedel, kaj je to eno pa drugo. Mislim, vsi so bili sam tako, wow, čestitam, ampak mislim, da noben ni vedel, za kaj se gre. Pa tudi, če sem iskrena, tudi jaz šele zdaj, ko poštudiram, vidim, kaj sem res dosegla. Taj se mi pač ni zdelo, to kaj takega, pač trening, pa to je to. Zdaj pa dejansko vidim, da je resno, kar uspeh. Noro, daleč najmlajša si, ki je naredila ta krog, pa res v izjemnem času, no zdaj, mislim, ne bi sicer tega priporočal vsakemu 13-letniku, ti si bila vendarle že pripravljena za kaj takega. Zdaj zmeraj je pri teh letih mogoče zadati na tehtnico, kaj je zdravo, kaj ni zdravo. Zdaj kakšna, sigurno si ti dobila vprašanje še bolj po oče, no, da morda to, kar sta naredila, ni najbolje za 13-letno dekle, pa da pretiravaš, pa da te on preveč žene v ta šport. So bili kakšni taki, morda zdaj si že malo starejša, pa morda znaš to mogoče drugače, bom rekel, povedati, pa razmisliti o tem, pa imeti neko mnenje. Ja, mislim, na Facebooku tekvetajo vsi ti komentarji, eno drugo, zakaj je to prehitro, eno drugo. In pač taj se je meni to zdelo, sam tak, nabijajo, itak je moja stvar, naj se vsak briga za sebe, eno drugo. Ampak zdaj tako razmišljam, včasih res mogoče vidim, da pa po eni strani pa so imeli prav, ker tudi zdaj recimo, ko se mi zgodi kakšna poškodba, se mi mogoče ne bi, če pač ne bi delala takih dolgih, pa je res mogoče malo prevelika obremenitev za mojo starost. Ampak tako na koncu je meni to res, uživam, pa mi je fajn. Pač ja, mogoče v razmislek, da bom mogoče kakšne krajše šla, pa res te daljše pustila za pol, ko bom pač imela še veliko časa. Ampak, ne vem, v tem uživam, tako bom rekla. No, se pravi, v bistvu te nihče ne sili v to, to je najbolj zanimivo, ne, včasih poznam starše, ki imajo neke ambicije za svoje otroke, tudi v tekaškem smislu, ti ravno obratno, v tebi bi skoraj mogli bremzati, mislim, oziroma kako starša sta sprejela takrat pri 13 letih, da si ti že tako zagrizena, sta te tudi kaj opozarjala, Lena, počasi v izi, ne pretiravati, tole je lahko, dosti pih, hidriraj se, zdaj si mlado, razvijajoče se dekle, lahko to vpliva negativno na tvoje hormone, ali si v bistvu si se podučila, kje drugje tudi v tem? Se v bistvu še zdaj je tako, jaz bi kar trening, oče, da moram malo počivati, pa da je včasih počitek boljši trening, kar je res, tudi sem sama že videla, da je tako. Ampak ne vem, drugače, mama je vedno bila bolj za te gorske teke ali pa atletiko, daj rajš tekmuj s svojim sovrstnikom, daj krajše eno drugo, pa da ni atletika tak lep šport. Ampak sem ji rekla, mama, mene to ne veseli, pač. Mislim, me podpirata, ampak tudi oče bi raje včasih videl, da grem na kako krajšo tekmo, ampak še vedno pač je rekel, da je moja odločitev, pa da me podpira, karkoli se bom odločila, tako da me podpirajo, no. Ti dajo tudi, ti lahko še da kakšen nasvet oče iz svojih izkušenj, oziroma iz kje recimo črpaš, bom rekel, zdaj nasvete, pa kako trenirati, imaš trenerja, kakšnega posebnega, imaš tudi kakšnega fizioterapeuta, morda kakšnega strokovnjaka, ki ti še priskoči na pomoč? Dejansko, odkar sem začela, je bil trener najprej na atletiki, pol moj oče za trail, pa to, pa še zdaj mi v bistvu on za kak trening, ampak zdaj sem že toliko časa noter, da lahko že sama, pač si sama napišem trening, pa eno pa drugo. Recimo po zimi pol mi Nejc kuhar za turno smučanje pomaga tudi, pa zdaj smo pri reprezentanci si zrihtali enega dietetika, da nam za prehrano malo pomaga. Ampak drugače pa tako, mislim, najdem kdaj kaj na spletu, ampak zdaj si večinoma že sama pišem treninge. Očitno,
že veš, kaj delaš, samo to bom rekel. Samo to bom rekel. Zdaj, praviš, na stezi se ni znajdla najbolj, čeprav si tudi tekmovala na cesti, tudi ne. Gorski tek, ok, trail tek, gorski tek pa, no, tja pa si šla na te zbirne tekme, pa kadetske, pa mlajše, pionirske in tako naprej, tam pa si tekmovala. Sem, ampak tako pravim, te krajše dejansko za našo starost največ, kar dobimo, je 10 km, recimo. Meni je to čist sprintersko. Ampak grem tudi, pa tudi, če vem, da ne bom na stopničkah ali pa karkoli, grem, da sodelujem, pa je fajn družba, pa eno pa drugo, pa tudi drugo leto vem, da bom še te gorske laufala. Ampak ja, te daljše so mi top, pa to imam namen delati pol v prihodnje. Če so pri gorskih tekih, vendarle si bila v reprezentanci, si bila, šli ste na prvenstvo, bili ste na balkanskem ekipno na stopničkah. Se pravi, si vendarle bila kvaliteta, da si se uvrstila med tistih nekaj punc, ki so potovali na te tekme. Ja, mislim, gre tudi na teh tekmah, ampak mislim, da imam večji talent za te daljše tekme, no. Pa tudi moje telo mi nekako bolj dopušča za te daljše, bolj počasne, bolj vzdržljive, ko pa te krajše, no. Ko gre res puls na 230. Kaj se spomniš recimo z balkanskega prvenstva, no, ko je takrat je zmagala tvoja kolegica, ne, iz ekipe, vi ste bile skupnost, ti si bila med 10, pozabil sem, zdaj nisem... 7, ja. Tako in skupno ste bile kar druge. Mislim, kaj se spomniš iz tistega prvenstva, recimo? Vem, da smo se imeli super, družba je bila super. Tudi fajn je tako, ko na takih večjih tekmah spoznaš punce, fante iz drugih držav. Malo primerjaš, malo si daš kak nasvet, eno drugo, vidiš, kje si. Proga je bila tudi dokaj zanimiva, ker vem, da je bilo ful slabo vreme in smo imeli pol 3 kroge take. Tako da ja, je bilo fajno. Mislim, tista medalja je bila presenečenje ali niti ne, no ste si se odnesli pol domov? Mislim, bila so neka pričakovanja. Nismo sicer pričakovali, da bomo druge, pa tudi stopničk niti ne. Ampak pol med tekmo, ko vidiš, kako ti gre, pol smo že videli, da pač bo v redu, no, pa da bomo nekaj. Mislim, bravo. Pa medalja, mislim, tudi z tega prvenstva vmes, istočasno si na te trele še vsem zahajala? Ja, včasih je težko vse kombinirati, ker so res, pač vse bolj treningi so fokusirani na te daljše, pol pač, če pride vmes kaka taka tekma, pa grem, pa niso taka pričakovanja, no. Tista Golden Trail serija, kako se je tisto takrat sestavilo, si namenoma pač lovila tudi to, ali se je to pač po naključju? Ne, to se je tako čisto slučajno zgodilo, ker so glih izbrali to našo domačo tekmo, da bo štela za Golden serijo in pa pol Vipavo. Vipavo sem takrat bila prijavljena že na 50-ko, pa sem pol tule v Črni na te 24 dolgi zmagala in pol sem dejansko dobila full work peak in za Golden eno pa drugo, pa sem rekla, grem probat, pa če bom med 5, pa bom med 5 pol skupno. No in pol sem tam si prestavila, pa sem šla na to 30 km, ko je tudi štela za Golden. Pa mi je pol, mislim, kar dobro šlo, sem tudi vmes videla, da bi lahko šlo za prvo mesto tudi v skupnem seštevku. Tako da ja, no, pol v bistvu mislim, da sem končala na 10. mestu pol v Vipavo. No, pol skupno sem bila pa zmagovalka, sem imela dovolj pik, tako da. Takrat si bila stara koliko, še to povejva? Mislim, da sem bila 14-15. Ja, mislim, a je bilo to presenečenje za vse ostale, za organizatorje tudi, no, da 15-letnica dobi tisto serijo med vsemi tistimi izkušenimi trelašicami, ki vejo, kva delajo, pa to počnejo že 10 let. Ja, je bilo presenečenje, pa recimo meni je bila taj največji idol Ana Čufer, in je pol ona bila na 3. mestu in mi je bilo to tako, da sem jaz lahko zdrav nje stojim pred nje celo in tako da res je bilo, no. Je bilo fajn. No in kaj so pa rekle te, rekel, slovenske, zdaj
pride ena, bom rekel, ta mala v narekovajih, a ne, ta mlada pride med vse te, ki se prej že vse poznajo in na koncu jim pobira prva mesta. Najbrž so ti vse čestitale, so ti rekle, s tebe pa še nekaj bo, Lena Ljubša. Ja, mislim, vsi so tako, do zdaj so bili vsi tako ful podpirali, pa eno pa drugo. Tako da moram reči, da so ful v redu. No, zdaj pa celo smo zani tako skupaj reprezentanci, pa smo tako frendici, pa vse, tako da je ful zanimivo, kako se vse obrne, no. Na koncu, ja, na koncu noro, mislim, noro. Zdaj si, stara si 17 let, pa si na sceni že toliko, zdaj te že poznajo najbrž, a ne? Če se ti pojaviš na dirki, že vejo vsi, kdo je Lena Ljubša. Ja, večinoma kar, ja. Te že imajo na radarju. Vendarle, zdaj, če ti zdaj oceniš, ok, poglejva malo tvojih 5 let, napredek je najbrž ves čas, vendarle delaš izjemne stvari. Kako si se, bom rekel, v tem času in treninško, a ne, kako si napredovala treninško in tudi rezultatsko, če tako malo čez palec pogledaš, kakšna bi današnja Lena Ljubša, če bi šla teč v neko tisto Valamar dirko, koliko bi pa zdaj bila boljša, recimo, od takrat. Je res, da jaz se včasih prav tako vprašam, wow, pa vem, da v tej nisem toliko trenirala, pa kako sem lahko jaz tako dober rezultat naredila. No, sem imela vmes že kako krizo, pa malo s prehrano, pa eno pa drugo. Ampak je napredek, ja, iz treninga v trening je napredek. Pa tudi se mi zdi, da zmeraj rajš to delam, no. Včasih mi je bil tako malo, pa dan se mi ne ljubi na trening, pa eno pa drugo. Zdaj pa dejansko ne pomnim, kdaj je bil nazadnje tak dan, da bi si rekla, ne ljubi se mi na trening. Tudi, mislim, rezultatsko, na začetku, ko sem začela te tekme tu po Sloveniji, recimo v Ipava, Soča, eno drugo, sem bila tako 10. mesto ali pa kaj takega. Zdaj pa že te slovenske, mislim, vedno ciljam na stopničke. Pa tudi tako zdaj tekmujem že te mednarodne tekme. Tudi v turnem smučanju imam letos kar visoke cilje. Tako da, ja. Si imela kje težave z organizatorji, ko si si prijavljala, pa si bila pač letnik 2007, pa so rekli, čak malo, otroški tek je tamle, ne se hecati. Hočem reči, nekje so res pravila, poznam veliko organizatorov, ki imajo zadrego, ne, sprejemati mlajše tekače od 18 ali pa celo od 15 let in tako naprej, tudi na krajših razdaljah, kaj šele na 50, kaj Bog pomagi. Si imela ti kje težave oziroma si mogla predložiti svoj rezime, kaj sem je že vtekla, v redu sem. Ja, večkrat, mislim, je bilo večkrat tako, da sem recimo hotela na kako 50 kilometrsko ali pa kaj takega, pa mi dejansko niso pustili, ne, moraš biti recimo 16, 17, karkoli. Drugače na te take 20 kilometrske ni bil nikoli problem, pač tisti podpis od starša. Na začetku te je mogel še oče z mano teči, zdaj, no, drugo leto pa tek lahko že grem na vse tekme, tako da, komaj čakam. Še malo, koliko še pol leta odštevaš, da je Ja. tako, odštevaš mesece, pol boš pa lahko rekla. Pa Lepo pa se lahko, imejte, ja. zdaj mi nič več ne morete. Zdaj, tvoje prijateljice so vse rekel, z teh krogov se večinoma združiš, rekel, z atletinjami, s tekačicami, športnicami, ali so tudi kaj izven športa, no, pa te kdaj kaj povprašajo, Lena, joj. Dejansko večinoma to, ko se družim, so itak, ker tako sem rekla, sem športni razred, tako da v bistvu vse neki trenirajo. Je tudi kakšno, da kaj ne trenira, pa mi reče, kako lahko ti to delaš, kako se ti ljubi, kako lahko vse. Ampak no, res, nikoli mi ni bil problem. Pa me podpirajo tudi vsi prijatelji pa vse. Sicer so kdaj slabe vole, ko je kakšna žurka, pa jaz rečem, ne, jaz imam jutri trening, ne bo šlo. Ampak no, na koncu razumejo. Izjemno. No, prej si imela prehrano, dajva eno še reči okrog tega. No. Zdaj vem, da je to šport, atletika, gorski tek, pa tudi treli na tem najvišjem nivoju, velikokrat, saj pri dekletih, problematiziran tudi z motnjami hranjenja. Vem, kar sem po tebi prebral, vem, da ti pač
na tem področju nisi imela težav, ampak najbrž opažaš, imaš kolegice, ste se o tem veliko pogovarjali, verjamem, a ne, nasploh in v šoli in tako naprej. Tudi, bom rekel, s trenerji, morda s dietetiki. Kakšno je tvoj pogled na to, oziroma si v športu, ki vendarle išče čim lažje tekmovalke za uklanec, ko karkoli pogledaš, a ne, pa je to grozno in pri mladih puncah to hitro lahko gre čez rob. No, daj mi še ti kaj okrog tega, prosim, povej. Ja, Ja, izvoli. tega je res ful, pa se recimo sploh ne zavedamo. Recimo tudi za mene si noben ne bi mislil, ja, pa nikoli nisem kaj tak. Ampak tudi opažam že, da tudi jaz imam recimo težave, pa pridem na kako tekmo, te gorski teki, pa to, pa vidim vse take suhe, pa imajo take noge, pa eno pa drugo, jaz pa pač nisem taka, pa se malo sekiram, pa sem tudi zaradi tega vmes, pol, ko sem v srednjo prešla take lete, da se začneš malo sekirati, ko izgledaš. Sem tudi mogoče kaj premalo pojedla, glede na to, kakšne treninge delam. Ampak moram reči, da zdaj, ko smo dobili tega dietetika, mi je pa res ful pomagal in vidim napredek. Mislim, on reče, jejte, kar se vam zazdi, pojej, kolikor hočeš, vse lahko, glede na to, koliko porabiš. In tudi pomagal mi je, da sem čez to, da ne razmišljam več, kakšne noge imam, pa eno pa drugo. In da mi to sam pomaga, pa sem še hitrejša, pa boljša, no. Pa so te kdaj, recimo, kolegice zafrkavale zaradi tega, ker nisi, bom rekel, peresno lahka, če karikiram vse skupaj, ne? Ker vem, da je v tem ta peer pressure včasih lahko problematičen, posebej v letih, ko se, rekel, vsi, ne samo fantje, punce najbolj primerjajo med sabo, pa se gledajo, pa tako naprej. Mislim, je, da kak sošolc, pa ja, si bolj nabita, ko pa fanti, pa eno drugo. Ampak meni je to ponavadi bilo tako, meni je to dalo motivacijo, pa sem šla v fitness, pa sem še bolj dela. Tako da, meni je to v bistvu ni mi nikoli povzročalo nekaj, da bi se zaradi tega sekirala, no. Si kdaj, ne vem, opazila kakšno pa neko kolegico ali pa sotekačico, reprezentantko, ki izgledala, mogoče, da ima s tem težave, pa ji svetovala, punca, dej, Moram mogoče. reči, da niti ne. Mislim, da pač kolikor se poznamo s tem, da se kar držijo vse, pa ni nekih problemov. Drugače pa, če bi bilo kaj takega, pa ja, itak, da pomagaš pa. No, sej, prav je, da se o tem, zdi se mi prav, da se o tem govori, posebej, ker vem, da bodo tale podcast sigurno pogledala tudi, bom rekel, malo mlajša dekleta, ki vseh ne pogledajo. Nekaj mi jih je reklo staršev tudi, da njihove hčere recimo včasih spremljajo atletinje, ki jih imam, pa jih zanima, kaj počnejo, in tem velja govoriti ravno v športu, ki je, rekel, naporen. Zdaj, kaj je tvoja najljubša hrana, no? To mi povej. Najljubša hrana, cimetove rolice. To mi deli. A jih znaš sama narediti do dobrega? Ja, tako, če imam da kaj prostega časa, ali pa kaj velik pečem, kakšne torte, ali pa kaj, ampak najrajši pa cimetove rolice. In jih potem tudi deliš, rekel, s kolegicami, ja. Ja, bolj malo, ampak. Za tebe, v redu. Cimetove rolice so čista zmaga, bravo. Evo, bila si gotovo že na Finskem, tam veš, da imajo cimetove rolice, so prav znani potem, pa teh cimetovih variacij na to temo je povsod veliko. Dajva še skok v, recimo, zimske športe. Se vem, poznam veliko športnikov, imel sem že tudi ne tako dolgo nazaj, pa Rejo Kolbl, pa potem Klemna Španringa, pa sta mi oba malo razlagala o disciplini, ki se reče skimov, se pravi, turno smučanje, ki je vzdržljivostni šport, gor laufaš s tistimi psi, dol se spuščaš in to vmes odlepaš in tako naprej. Kako si se v tem športu znašla? Sem recimo nekje 4-5 let nazaj sem začela s turnem, ampak tako v gore, pa tako ta težka oprema. Tudi oče je to delal in se mi je zdelo nekaj fajnega, pa se da malo prešaltaš, da ni skozi samo to laufanje celo leto. Pa dober trening je, pa vse skupaj. No, in pole, to bo zdaj moja 3. sezona tekmovalnega turnega smučanja. Z tem selektorjem reprezentance, z Robertom, smo se poznali v bistvu že prej iz teh gorskih tekem
In pol sta se enkrat z očetom pogovarjala, pa smo se zmenili za en skupen trening, ravno na moj rojstni dan. Na kape smo šli in je bil v bistvu ful navdušen. Pa recimo v Sloveniji ni veliko žensk, ko se s tem ukvarja, pa je bil tak, če sem za, da bi pa mogoče drugo leto provala, pa na kakšne tekme, pa eno pa drugo. No, pa sem dejansko pol hodila na tekme, pa sem šla v Avstrijo, je bila dejansko moja prva tekma, pa sem zmagala. In je bil ful navdušen, pa me je vzel že prvo leto dejansko na svetovno prvenstvo, ko dejansko še ne bi smela tekmovati, ko sem bila toliko mlada. Ampak no, pol pa spet tam spoznaš nekaj nove ljudi, pa neka nova stvar in sem bila tak, da itak je super kombinacija s tekom in da si želim še tega delati in zdaj sem res ful vesela, no, da lahko še to delam. Kdaj se začnejo treningi za zimsko sezono v bistvu? Smo že bili na enih pripravah v Planici, v tem snežnem tunelu. In poleg njih snežilo v nedeljo, da smo šli, ko smo se domov vozili v Avstrijo, v Kačberg še smučati, smo imeli že cevc, smo se lahko dol fajn vozili. Ja, zdaj pa v bistvu gremo na priprave še oktobra, pol tekme se pa začnejo decembra nekje. Daj mi opiši tvojo najljubšo disciplino, tle vem, da jih je več različnih, no pa mi tvojo najljubšo opiši, pa kako vse to zgleda spet za tiste, ja, ki so malo pozabili od prejšnjih podcastov, evo pa da obnoviva. Moja najljubša disciplina je vertikal. Tam dejansko to mi je že od začetka, ko sem začela turno smučati, ko še nisem znala toliko teh menjav, pa eno pa drugo, pa še nisem toliko hiter tega znala narediti. Pa tudi spusti so mi včasih kje tako malo grozni. Tako da vertikal pa dejansko sam greš navzgor, vse daš od sebe, pa to je to, ni neke znanosti, pa nekega prevelikega znanja. Pol, šprinti so mi tudi super, drugače zdaj, ko sem se že naučila te menjave delati. No, pa tudi individual mi ni slab, tako da. Individual je fajn, ko malo dlje traja. Tako da mi je bolj domač, ja. Kako dolgi so recimo te individuali, no? Tako nekje urco pa pol do 2 uri. Sam vertikal pa recimo, da jim malo piši tehnične podrobnosti. To je pač dejansko isto kot pri teku, samo da pač imaš smučke na nogah, pa te pse, da pač držijo. Drugače tekme trajajo pa nekje od 20 minut do 40 minut. In tam šprica mlečna kislina, tisti pa si predstavljam, da je grozno. Mislim, te tekme so, ali so to skupinski štarti, ali to so tudi kronometrski, kako to izgleda? Je kronometrski štart na šprintih, tam recimo na pol minute, ko se ko delaš te diamante, pa spust pa to, da dejansko lahko narediš, kar imaš, da te ne ujerajo drugi. Edino polofinalu, pa v polfinalu tekmujejo recimo jih po 5 skupaj ali pa 6. Drugače po te individuali so skupni štarti, pa tudi vertikali so skupni štarti. Kako pomembna pa je oprema tule, saj si rekla, ni jedrska znanost, ne, imaš pse, moraš imeti, zdaj, ne vem, zdaj tle kvaliteta materijala, z katerih so psi narejeni, pomembna, lahko tle dobiš noter kakšne stotinke sekunde. Te pse imamo dejansko, so prav določene, kjer morajo biti za tekmo, tako da imamo večinoma vsi tekmovalci po celem svetu enake. Za smučke pa tako lažje, ko so, pač itak da pomaga, da čim manj nosiš zraven sebe še gor v hrib. Je pa recimo, če imaš kakšne težje smučke, je pa zadol toliko bolj fajn, pa se lažje pelješ, no. Aha, se moraš tle odločati potem, ali lažje smuča za gor in dol. Kakšen je tvoj recimo rekord na vertikalu? Rekord v kakem smislu? Rekord recimo, dobro, se ne moreš primerjati proka, ne, ampak ne vem. Res, ja. Ja, ampak ne vem, recimo, da tekaški vertikal, ne vem, najboljši na svetu naredijo, ne vem, v 32 minutah, ne, ti ga narediš, ne vem, kakšen, si naredila že kakšen vertikal tekaški, ne vem, nekih 2 kilometra razdalje, pa kilometer višinskih metrov.
nisem nikoli tako, da bi si rekla, ja, zdaj grem pa tja, pa bom to, pač kolikor sem na treningu, pa kaj, ampak nimam pa prav toliko zmerjeno, da bi lahko Aha, rekla, nimaš, ok. da Ja, ne, nimam. ja, se pravi, potem predpostavljam, da tudi pri skimoju nimaš teh karakteristik tako natančnih, da bi se to primerjali med sabo, pa bi rekel. Nimam toliko natančnih, ne, ampak je pa res, da lahko na turnah bolj hitro greš, ko peš. Zaradi česa boš rekla, no, recimo? Dejansko se tudi sama sprašujem, ker ko tečeš, imaš dejansko palce, pa ti si in to je to, tam imaš še smučke, ruzok, eno drugo. Tega v bistvu ne vem. Mogoče bolj ta tehnika, ko res lahko drsiš, pa eno pa drugo, da je res bolj hitro, ja. Če v klanec, vendarle malo drsiš, kljub Ja. temu, da greš gor. Aha, tako, ja, tako. Zdaj ta disciplina postaja pač tudi olimpijska, pravijo, kaj ne? Zdaj kar nekaj vas je v slovenski reprezentanci, ki raste, no, poleg Kovačiča, Re, Maja Pritržnika, Španringa nazadnje, pa tebe. Zdaj vas je kar nekaj kandidatov, da bi leta 26 bili v reprezentanci. Kako zdaj to zgleda, mi malo opiši zdaj, kako bom rekel. Mislim, so neke napetosti, pa eno pa drugo, ker se le bliža, pa tako. Mislim, zdaj v letošnji sezoni bo kao kot izbirna tekma, da vidimo, če sploh Slovenija bo prišla na olimpijske igre. In pol bomo mi dejansko tik pred zdajci, tik pred, da bojo olimpijske igre, bomo naredili tule na domačih tleh eno tekmo in pač tisti, ko bo najboljš pripravljen, tisti bo šel, no. Tega, to se mi zdi tudi najbolj pošteno, kdo bo v tistem trenutku najboljš normalno, da bo šel. Se mi pa zdi, da se vsi med sabo podpiramo, tako da. Da boste pač prvošili, Bomo ki bo pač, ja, tako. Se mi takrat Španring mi je razlagal, ja, za koliko mest se gre, pa da je zelo malo pač teh mest globalno, da tisti 2 mesti, če bi jih pridobili za Slovenijo, bilo že ogromen dosežek in potem, ja, potem se boste udarili na interni tekmi in kdo bo šel v Torino. No, zdaj, lej, časa je še dovolj, ne? Časa je še dovolj, Lena. Ja, bomo. Zdaj imam jaz veliko ljudi, za kere moram navijati tudi v tem športu. Ja. Vas bom spremljal, seveda vas bom, no, ker pravim, tega športa nisem zares poznal, vedel sem, da obstajajo neke tekme, pač že pred leti, vem, da je bilo tukaj na Jezerskem Zelenica, so se fanti mal dajali, ampak nisem nikoli podrobno spremljal. Zdaj pa ta stvar postaja globalen šport in kakšna je konkurenca, no, recimo, zdaj si že par let v tem, je skozi več tekmovalcev se šport razvija kot tak? Ja, zmerno več je tekmovalcev. Tudi recimo Kitajci, pa to so zdaj zmerno bolj v to tudi se dajejo, pa te njihove tehnike, eno drugo, tako da šport se razvija, no. Sicer zdaj prvo leto bo še toliko težje zraven priti, ko pač je manjša kvota in vse pač manj ljudi. Ampak mislim, da do naslednjih olimpijskih iger bo pa res razvit šport. Ker recimo veliko še ne pozna, pa tu v Sloveniji še recimo ni toliko razvito. Ampak drugače tako svetovno se pa razvija. No, mislim, pri naslednjih olimpijskih boš tako ali tako stara še 22 let. Ja, pri naslednjih sem rekel, ko bodo eni mogli že počasi že v penzion. Ne gledam tebe, Luka Kovačič. Hecam se, malo se seveda hecam. Luka mi je še dolžen en podcast, to večkrat omenim, no, in za nalaščka včasih malo tule podražim. Sicer pa ja, ekipa ste nebrž, lično ste se poštekali, ste v redu, se vidite vsaj na kakšnih pripravah, tekmah. Mislim, na začetku, ko sem jaz začela, smo bile dejansko samo 2 punci, jaz itak najmlajša, no. Zdaj pa se je toliko razvilo, da nas je punc več kot fantov. Mislim, ja, fantje, ja, če ne gre, pač ne gre. Ja, mislim, v redu je, pravilno je to. Evo, to podpiramo, zato bravo, Lena, ljubša, evo, toliko športov se zdaj že obdelala, s kolesom se tudi voziš, z mountain bikom se voziš, mislim, tvoj najljubši šport, pa kaj še vedno trail ali kako? Sploh je to nerodno vprašanje, ker ne moreš, tako da bi rekel, kdo je tvoj najljubši otrok, ja ne moreš to ločiti, vsi so mi ljubi, no, povej, ti povej. Na prvem mestu je še vedno tek, pa te daljše razdalje. Je pa mi tudi turno smučanje zmerno bolj všeč, no. Ampak še vedno neki cilji, pa večje sanje ostajajo v teku.
zmage imaš preštete v svojem tekaškem stažu zdaj? Niti nimam, bo treba malo. Mislim, pri 17 pa imaš že toliko zmag, da nimaš preštetih. Ja. Noro, noro. Medalje, kam pa odlagaš medalje, ki jih recimo dobivaš na vseh teh nastopih? Prej sem imela tako stojalo na steni nareto, zdaj sem pa prejšnjo sezono v Turnem sem dobila za nagrado 3-litrsko pivo, tako da imam tak velik kozarc, pa jih zdaj tam noter zlagam, ene imam pa tiste bolj pomembne, imam pa na steni. Prav, mislim, imaš več medalj kot tvoj oče, recimo. Ja. To je bilo seveda retorično vprašanje. Ja. To je bilo retorično vprašanje. September, ja, se počasi izteka. Zdaj rekla si, imaš tudi neko manjšo poškodbo, zdaj moraš to sanirati, zdaj le nimaš nič v planu v bližnji prihodnosti ali kako? Proti koncu oktobra, če bo zdaj vse v redu, da bom poštimala, pa to imamo priprave. S tekmami pa, kot sem rekla, decembra začnemo, tako da do te je še dovolj cajta, da se bom poštimala, pa pripravila pa vse, da bom pa top pripravljena. Na koliko trailih si bila po Sloveniji, bi lahko rekla ti, kakšen razen tvoj domači ljub, ali tvoj domači res prekaša vse ostale, zdaj si videla že tudi Julian Alps, rekel lansko leto, pa videla si Vipavo, pa še marsikje si bila, no. Vipava mi je zelo všeč, ampak zdaj te nove ne poznam. Mislim, letos nisem bila na Vipavi, ko je zdaj na novo neke proge, pa drug štart zdaj v Ajdovščino, vse prestavljeno, ne. Tako da te zdaj ne poznam, je pa tam res lepa narava, tako da verjamem, da je tudi ta lep. Tudi v Kranjski Gori je super, sicer sem bila, najbolj všeč mi je bilo taj, ko so bile še te stare proge, ko je bila 35, ko je šla na Golico, to sta bila ful lepa tudi. Zdaj sem bila 2 leti na 15 v Kranjski Gori, to sta bolj tekaška, pa dosti je ceste, tako da mi niti ne odgovarja toliko. Soča je tudi res lepa. Drugače pa, ja, domača je le domača. Domača, ok, naredila si cel krog tako posebej, individualno, najdaljšo si utekla katero zdaj na tekmi? 50-ko. Ja, pa recimo v bližnji prihodnosti, pa čez 2-3 leta bo šla tudi dolgo pol zdaj, ker že vse veš. Ja, najprej so bliže plani, da bi mogoče drugo leto, ampak zdaj zmeraj bolj razmišljam, da bi mogoče drugo leto tekla te za Golden Trail, ko so, tako da se bom bolj mogoče osredotočila na te 30-kilometrske, pa bom verjetno pol tudi doma šla tudi na 24, pa mogoče kak rekord probamo napasti, pa bom to 100-kilometrsko še malo prišparala, pa bolj zares. Prav, kje potem najraje treniraš, Lena, recimo, te so tvoji tereni, ko greš pač na trail trening? Najraje hodim v smeri Pece, dejansko imam kar, grem to gor, pa nimam daleč. Imam pa do vseh vrhov, recimo, tako 1:50 nekje, tako da kar hodim na kjerkoli vrh. Po zimi pa dejansko živim pod smučiščem, tako da grem sam iz hiše, pa sem že na treningu. Boš rekla, da živiš v kraju, kjer ima idealne pogoje za razvijati trail tek, mountain bike, smučanje? Ja. Mislim, noro. Tudi ni treba, nikamor se ne rabiš voziti, lahko tam treniraš in si ne rabiš iti sam. Na priprave greš v bistvu sam zato, da je malo okolje zamenjati. Ja. Vsi ostali. Res lepo, res lepo. Ja, mislim, čudovit pogovor je tole, no, res dinamično dekle si, vidim, da veš, kaj hočeš. Zdaj imaš, ok, veliko so govorili o teh dolgoročnih planih, ok, šolo hočeš narediti, študirati, šport razvijati, imaš že s tem dosti dela, ne vem, fajn bi bilo iti enkrat na olimpijske igre, mogoče zmagati na kakšni stotki, vse kaže v to smer, to ti je, šport ti pluje po žilah in možganih in to ti je, bom rekel, strast v življenju in usmerjenost tudi za naprej, v tej smeri vse delaš. Ja, če bi rekla, tako moj največji cilj že odkar tečem, mi je, da bi enkrat zmagala na tej UTMB na 170 kilometrov. To. Ker sem vedno tudi spremljala Kiljana, pa
koretni in tam je tak ful navdih. Pol olimpijske igre tudi itak, ampak dejansko pač najbolj mi je to, da uživam še naprej, da delam nekaj, kar imam rada, pa tak ful mi prinaša neko disciplino, kar mi je ful všeč. Mislim, rekla si prej vzornice, Ana Čuver, imaš še kakšne vzornice, pa Courtney de Walter, pa Kilian Jornet, imaš še kakšnega vzornika, vzornico, morda kakšnega še aktivnega tekmovalca, ki ga zdaj tudi tako spremljaš, na kakšni tekmi v živo vidiš in tako naprej. Recimo Remi Bone, on mi je za turno, on vse tekme zmaga, vsak vertikal je on. Drugač pa tak mislim, po eni strani tudi oče se je on tisti, ko me je navdušil za vse to. Ampak zdaj zmeraj bolj vidim, da tudi lahko jaz, pač sem lahko tudi jaz konkurenčna, tako da ne gledam samo ostalih, pa se bolj osredotočam na sebe, no. Zdaj, draga Lena, si ti vzornica počasi že drugim, ja, posebej mlajšim, ki prihajajo res, in prav je tako, jaz mislim, da tudi te tvoje zmagi bosta še odmevali, posebej na UTMB-ju, to ni šala, to so, rekel, prestižne dirke, pa bom rekel, z vsem spoštovanjem do slovenskih dirk, pa zmag, ki jih imaš tule, pa hrvaških in tako naprej, ampak če greš pa na UTMB, pa dobiš 2 zapored, ja, pa mislim, da bi morali biti pozorni na te, bom rekel, tudi ne samo agenti, te že kakšen agent kontaktiral, da bi te zastopal na kakšnih dirkah, no, to ponavadi bolj pride tudi s tem. Ja, kot sem rekla prej, so me že malo neki kontaktirali, ampak nič ni fiksno. Pustimo stati. V katerih copatih tečeš pa to načela? Čisto odvisno, za ene krajše imam recimo kakšne Salamonke pa Hoke, tako da v bistvu malo menjavam. Evo, zdaj si pokrila vse, pa glavna brenda, tako da se je lahko zagrebali zdaj, kdo te bo opremljal od glave do pete. Lena Ljubša, jaz sem navdušen, ja, da sva tole naredila danes. Verjamem, da bo ljudem, ki bodo tole poslušali, rekli, joj, mislim, to deklico moramo spoznati v živo, naslednje leto boš, praviš, na Golden Trail seriji, še na kakšen trailu po Sloveniji morda, ker te lahko spoznajo, pa se slikajo s tabo za svoj Instagram. Zaenkrat še nimam nekih planov. Bom na teh gorskih tekih, pa teko bo za državno, ampak nimam še čisto izdelanega plana, no. Mi te bomo spremljali na zimski sezoni, pa potem na trail sezoni, pa potem ko boš stara 18, ja, tako, a ne, ti bomo čestitali nadaljavo in ti zaželeli uspešno, rekel, še mladinsko, potem še članska konkurenca, mislim, noro, ti imaš še toliko stvari pred sabo. Po uspešno šolanje ti želim čim manj poškodb pri jasnem športu, pa ta tvoj zanos, ta mi je pa, bom rekel, meni dal zdaj energije, da bi šel kar teč, no, prosim, pozdravi tudi očeta in mati, jasno. Hvala. Tako, tudi oče je imel nekaj zraven, da sva danes govorila. Hvala ti, Lena Ljubša, vse dobro še naprej v tvoji karieri in srečno. Hvala vam. Srečno, čau. Srečno, čau.